Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Zagotovo ste zasledili novico, da v Vatikanu za zaprtimi vrati poteka izobraževanje za eksorciste, torej izganjalce hudiča. Tam se jih več kot 200 uči te, kot pravijo, zelo človekoljubne obrti znotraj rimokatoliške cerkve. No, seveda je veliko eksorcistov, ki pa prakticirajo izganjanje hudiča po celem svetu, denimo samo v Italiji 400, nekaj pa jih je tudi pri nas, točnih podatkov nimam, ampak zato sem odšel na mariborsko nadškofijo, kjer je moj redni sogovornik oče Drejc bil pripravljen spregovoriti na to temo. Oče Drejc je neke vrste PR-ovec mariborske nadškofije. Oče Drejc, dober dan, Bog daj srečo, ne? Hvalim bodija. Torej, oče Drejc... mi smo glede te tematike seveda zavezani k molku, ne? Ja, ampak na splošno eksorcizmu... Na splošno pa zdaj verjetno ne moramo biti tiho, ne? To je dejstvo, ja? Ja. Ker smo le na radiju, ne? Ja, vse zato, ja. Torej, eksorcizem v Mariboru obstajajo, eksorcisti ste? V Mariboru ta osnovni tečaj imam edini jaz. Padre Pedro mi je pač dal to moč, da imam osnovo, čakam, ker to lahko na 4 leta delaš na nadaljevalnega. Morate pa nekaj vedeti, da to hec ni. Hudič je v nas, v vseh nas. Zdaj odvisno je, ali premaga dobro, ali zelo pride na plan. In ti pregovori stari, veste, o vremenu, pa to stari ljudje so bili zelo pametni. Jaz se spomnim, da je moj pokojni oče, Bog mu daj večni mir, večkrat rekel svoji sosedi: kaj imaš to, Magda, nekega hudiča spodaj? Nadalje nas je pusto, pa šel z njo. Torej tu si črpal iz te tragične življenjske zgodbe? Ne, to je, mislim, jaz sem dozemel 3 obrede, 2 lažja, kjer je imel Satan samo roko na ramah, to se da sprati. 3. pa je bila gospa, ženska, stara 33, kjer je pač že bil naseljen. In moram reči, da sem zbral vso znanje, voljo in vero, da bi ga izgnal, ampak je bil močen. Ob tej priložnosti se moram še enkrat zahvaliti kuharci Anici, ki je prišla noter po 4 urah borbe. Jaz praktično ne vem, da sem v boksarkah bil. Ampak se mi je pač v tem trenutku zdelo, da ga moram ven stučiti, ne. Tako da to je bil zelo naporen obred. Naša Anica bi znala povedati, da v trenutku, ko je stopila, da je ta žrtev, ki je bila obsedena Satanom, opletala z jezikom nenaravne dolžine, okrog 30 cm, in govorila strašno grde besede, ki pa so mene kot pripravnika, izganjalca premamle. Kasneje me Padre Pedro po krajšem razgovoru sprav tega, ampak sem bil blizu, da bi me vzel tudi tja. No in kako prepoznamo v bistvu, da je človek obseden? Ja, nekih zdaj indicov, kot po pravilu, ki bi bile v knjigi ali priročniku, ni, ne, bi pa apeliral na vernike, da pač jaz sem že hodil tudi, ko je, ne vem, otrok 12-13 let star, so mi javili, da je hudič. Zdaj, če nekdo ne gre 2-krat v šolo, pa 2 cigareta pokadi, še ni obseden s Satanom, ne. Je pa bolje sprečiti, nego lečiti, ne, kot pravi pobrateljna srpska cerkev. Ja, ampak kako to mislite? Da boljše prej, ko pa zdaj je. Dobro, oče Drejc, hvala lepa. Do naslednjič, ne pozabite, resnica ni plenica, vendar marsikomu smrdi.